Bomo seveda, drago občinstvo, skupaj z vami takoj tisti trenutek, ko bomo prisluhnili besedam enega prvih mož pivovarne Laško in članu uprave, gospodu Mateju Osetu, in potem se bo seveda zgodila tudi ob udarcu na gong, tako rekoč zabijanje pipe v sod. Vabim pa seveda ob temlem trenutku bliže k sebi gospoda Mateja Oseta, je že pripravljen na odločilni trenutek, izvolite. Vabim vas, da nagovorite drage obiskovalce. Hvala lepa za besedo. Moram reči, da imamo v bistvu poseben privilegij. Gre enostavno za to, da imamo letos že drugo 50-letnico Piva in cvetja. In če smo malo hudomušni, smo v lanskem letu začeli v bistvu z nekakšno aktivnostjo, kjer smo prvič napovedali 50 let prve prireditve. Šlo je namreč za to, da v vmesnem času 50 let Piva cvetja enkrat prireditve dejansko ni bilo. In to zaradi zelo praktičnih razlogov, in to je bila gradnja mostu. Skratka, letos imamo 50 prireditev in mi vabim vas vse, ki še to niste uspeli storiti, da si zgodovino te prireditve, ki je dejansko po stažu ena najdaljših v Sloveniji in dejansko je ne samo prireditev, ampak praznik, kjer se ljudje družijo, zabavajo in počnejo pa vse tisto, kar imajo najraje, ogledate v samem muzeju mesta Laško, kjer vam bo marsikaj bolj jasno, kaj se vsem tem času dogajalo na sami prireditvi. Ampak, ne glede na to, prireditev se je začela zelo skromno in takrat je začelo Hortikulturno društvo Laško, ki je dejansko potem z določenimi pobudami tudi strani Pivovarne Laško prišlo do tega, da se je prireditev iz prvotno cvetličnega praznika potem prelevila dejansko to prireditev, ki se danes imenuje Pivo in cvetje. V vsem tem času pa seveda organizacijski odbor, ki je bil dosti časa pod odkriljem Turističnega društva Laško, deluje z polno močjo in seveda vsako leto to prireditev nadgrajuje. Tako smo pred 3 leti potem imeli eno odlično popotnico za to, da smo kot Pivovarna Laško tudi sami začeli z organizacijo te prireditve. In moram reči, da je bila izjemno zahtevna naloga, da smo uspeli to prireditev pripeljati na ta nivo, kot ga imamo danes. Skratka, če se ozrete malo naokoli, imamo 4 različna prizorišča, kjer združujemo praktično vse tisto, kar je za obiskovalce prireditve pomembno. Se pravi, gre za odlično glasbo, kjer ste verjetno letos opazili, da posebej reklamiramo festival pod sloganom Hočem dobro glasbo in ki se odvija na 4 različnih prizoriščih. Eno prizorišče je seveda ta klasični jubilejnik, prizorišče, kjer združuje vse tisto, kar je dobrega in tradicionalnega. Na drugi strani imate Oder klub, kjer združujemo vse tisto, kjer želijo sladopustci glasbe užiti kar največ. Imamo največji Oder Zlatorog, kjer se pa dogaja pravi rokovski festival. Zato tudi imenujemo to prireditev danes lahko s ponosom Festival Pivo in cvetje. In pa seveda ne nazadnje imamo potem tudi odlično glasbene zasedbe v samem kulturnem centru v Laškem, kjer pa mislim, da ponujamo izjemne vsebine, dobrih glasbenikov in pa tisti, ki so včasih tudi prezrti. Skratka, v imenu organizacijskega odbora in vseh, ki sodelujejo pri tej prireditvi, ki se jim želim še posebej zahvaliti že vnaprej za odlično predpripravo na ta festival, želim vsem vam, obiskovalcem, ki ste seveda naša največja vrednost in pa seveda vsem gostom, ki ste danes udeleženi na tej prireditvi, posebej bi pozdravil predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, ki je tukaj med nami. Vsem vam želim dejansko, da se imate čim lepše v teh dneh na tem festivalu, da preživite eno čim lepše druženje drug z drugim in da uživate v dobri glasbi in vseh tistih aktivnostih, ki so na tem festivalu na razpolago. Hvala lepa. Najlepša hvala, to je bil gospod Matej Oset. In zdaj ste na vrsti vi, dragi pivovarji, in seveda v nadaljevanju tudi vi, dragi člani Laške godbena pihara, kajti zgodila se bo najprej piva v sodu, potem pa himna vseh laških društev, vključno s Pivovarno Laško, Rozamunda, in ker verjamem, da poznate tudi njen tekst,
prisrčno vabljeni, da pritegnete. Pa vam paše? Stvar najprej predvsem Hvala, pridem vir, vaš čas ni. Ločimo stran, ko je zelo